Torej, lep pozdrav še enkrat, pričenjam s to novinarsko konferenco. Temo poznate. Začel bi s posvetom, ki ga je imela Slovenska demokratska stranka januarja v začetku tega leta, kjer smo obravnavali aktualne politične razmere in skušali ugotoviti, kakšen je čas, ki prihaja in ki je bil takrat pred nami. Sprejeli smo nekaj zaključkov in danes živimo v času, ko se naše ugotovitve pravzaprav 100% potrjujejo. Razpravljali smo takrat tudi o pričakovanjih v zvezi z sodbo, ki je bila izrečena včeraj na Višjem sodišču v Ljubljani. In na posvetu, ki se ga je udeležilo več kot 100 funkcionarjev oziroma najbolj aktivnih članov Slovenske demokratske stranke, smo rekli, da sta možna za leto 2014 dva scenarija. Oba pa, tako smo ugotavljali, sta povezana z sodbo v zadevi Patria. Po prvem scenariju, oziroma rekli smo, da lahko pričakujemo kvečjemu dve različni odločitvi Višjega sodišča, potrditev sodbe ali vrnitev sodbe v ponovno obravnavo na prvo stopnjo. Rekli smo tudi, da bo sodba obsodilna v primeru, če se bodo napovedovale predčasne volitve, in da bo sodba vrnjena na prvo stopnjo v primeru, če bo vladna koalicija želela mandat potegniti do konca. To, kar se zdaj dogaja, je seveda prva varianta. Težko bi v tako zgoščenem časovnem zaporedju zložili stvari, da bi bile bolj očitne, kot so zdaj. In to, kar se je zgodilo, seveda ne zame osebno, ne za Slovensko demokratsko stranko, ni nikakršno presenečenje. Je pač logično nadaljevanje tega, kar se v Sloveniji dogaja v času, ko je jasno, da tranzicija ni uspela. Sama zadeva Patria neločljivo povezana z volitvami. Afera je izbruhnila na začetku volilne kampanje ob rednih oziroma predrednimi državnozborskimi volitvami leta 2008. Zdaj, sojenje se je čudežno hitro začelo, čeprav so napovedovali, da ga še eno leto ne bo. Potem, ko je bilo jasno, da bodo leta 2011 predčasne volitve, in zdaj, ko je Slovenija ponovno pred predčasnimi volitvami, je bila izrečena pravnomočna sodba. Se pravi, tretjič se želi za afero Patria neposredno vplivati na volilni rezultat. Tudi tisti, ki bo zanikal kakršnokoli neposredno povezavo, bo težko zanikal to časovno ujemanje, ker se to pač pri razumnih ljudeh preprosto ne da. Torej, Patria je neločljivo povezana z volitvami, je volilni produkt, je veliki pok za to, da se odstrani političnega nasprotnika, zaradi tega, ker tisti, ki se poslužuje takšnih sredstev, ne verjame, da lahko zmaga na pošten način. In še nikoli ni. In pač prihaja čas, ko bodo obubožani Slovenci začeli računati, koliko jih takšne afere in takšni veliki poki in takšna zloraba državnih institucij na koncu stanejo. Jaz sem prepričan, da ta čas ni prav daleč. Ta včerajšnja sodba je torej ne samo padla v nek scenarij predčasnih volitev, slučajno, ampak je bistveni sestavni del tega scenarija. Nimam zameril nikogar, ki temu oporeka, vendar pa je to skregano z razumom in zdravo logiko. Koraki v zadnjih, ki smo jih lahko, politični koraki ali pa koraki na političnem prizorišču, ki smo jih lahko spremljali v zadnjih dobrih 10 dneh ali 2 tednih, so bili zelo jasni in prozorni. Najprej odločitev predsednice vlade, da gre po zaupnico na kongres lastne stranke. Se pravi, da naredi nekaj, kar je njen rival predlagal že julija lanskega leta, kar je bilo pravzaprav že odločeno, pa se je potem predvsem zaradi njenega vztrajanja preložilo do naslednjih volitev.
Nenadoma pa po nekem skrivnostnem obisku, na katerem naj bi se sicer govorilo o dvigu DDV-ja, predsednica vlade sprejme izziv zamrznjenega predsednika stranke Pozitivna Slovenija in sama predlaga kongres. Zdaj, skrivnostni obiskovalci so ji verjetno rekli, da bo tam zmagala, da je treba presekati to nedorečeno stanje, čeprav je to stanje trajalo že prej celo leto in ni nikogar motilo in je bilo vsem v interesu, da je stanje ravno nedorečeno. Potem pa se je skušalo to presekati in pač rezultat je znan. Ključno je bilo odločitev, da se to preseka, ne pa tisto, kar se je dogajalo na kongresu največje vladne stranke na Brdu, ker je bilo popolnoma vseeno tam, kdo bo zmagal. Šlo je za strel v množico. Namen takšnega strela je, da se povzroči panika, vseeno je, koga se zadene. Važen je cilj in posledice, tiste, ki so pomembne za državo, ne govorim zdaj o stranke, ampak tiste, ki so pomembne za državo, bi bile popolnoma enake, ne glede na to, tudi če bi bil rezultat obrnjen, glede na oba, ki sta sodelovala na tem kongresu kot kandidata za vodenje te stranke. Jaz osebno ne verjamem, da sta bila Zoran Janković ali pa Alenka Bratušek kreatorje tega scenarija, ki se zdaj odvija pred nami. Mogoče se bo kasneje izkazalo tudi drugače, ampak jaz osebno to ne verjamem. Sta pa bila seveda igralca, vendar na nekem igrišču, ki ima zelo visoke ograje in ki je omejeno in kjer so potem, ko se povleče prva poteza, naslednje poteze logične in tisti, ki so potegnili prve poteze, na nadaljne težko vplivajo. V slovenski zgodovini, za nekatere mogoče bolj oddaljeni, smo že spremljali takšne poteze in takšno razpadanje strank, ki je kasneje povzročilo tudi padce vladnih koalicij. Jaz sem bil sam priča nekemu takšnemu kongresu. To je bil kongres, kjer je razpadla Slovenska demokratična zveza oziroma kjer je eden od dveh kandidatov s tesno večino zmagal in je mislil, da je pač zdaj gre stranka naprej. Stvari so imele logično nadaljevanje, kljub temu, da nas je na tistem kongresu sedela velika večina, ki smo bili za to, da se najde neka skupna rešitev. Se to ni dalo, ker sta oba protagonista vlekla vsak na svojo stran. Čez nekaj let smo ne samo ugotovili, ampak smo dobili neizpodbitne dokaze, da so spodbude, ki so prihajale do obeh protagonistov, ki sta vlekla navidezno vsako svojo stran, prihajale z istega centra, z istega mesta, vendar preko različnih ljudi. Torej, stvar, ki se je v zadnjih dneh, ali pa ta dogodek, povezan s kongresom doslej največje vladne stranke, nekaj podobnega smo že spremljali. In smo spremljali lahko tudi nadaljevanje, razpad stranke, nastanek nove stranke oziroma liste, razpad koalicije, predčasne volitve oziroma najprej neka začasna vlada za nekaj mesecev in potem volitve. Na teh volitvah stranka, ki je pravzaprav bila pravna naslednica Slovenske demokratične zveze, sploh ni prišla v državni zbor. Pa je bila razlika pač med volitvami in razpadom slabo leto. Torej to, kar se dogaja, smo že videli in tudi nekatere posledice bodo podobne. Zdaj, rekli boste, zakaj se tukaj ukvarjamo z drugimi strankami. Zdaj, običajno to ni moja navada, vsaj ne na tiskovnih konferencah. Ampak v zadnjih 24 urah se tudi druge stranke na veliko ukvarjajo Slovensko demokratsko stranko, pa se zdaj še mi malo z njimi. Glede na to, da gre v glavnem za vladne stranke, od katerih ni odvisno samo koliko poslancev in funkcionarskih plač bodo imele te stranke, ampak veliko tega, kar se bo z nami dogajalo v prihodnje, je to na nek način tudi naša skupna stvar. Zdaj, tisti, ki ste bolj podrobneje spremljali slovensko politično prizorišče v zadnjem letu, ste verjetno ugotovili, vsa čast tistim, ki ste to tako drugače tudi zapisali,
Je bila pozitivna Slovenija strani tistih, ki so jo dejansko ustanovili ali pa so ustanovili, ker Zoran Janković zagotovo ima nek delež pri nastanku te stranke, ki je pač sui generis. Namreč večina tega ozadja je, glede na izjave, glede na to, kar se je dogajalo, glede na protokol, ki se je odvijal pred našimi očmi, to stranko kot glavnega izzivalca Slovenski demokratski stranki podpisala že poleti v lanskem letu, se pravi lansko poletje. Od takrat naprej se je začelo govoriti o novih alternativah, takšnih in drugačnih povezavah, nekatere so tudi nastale in tako naprej. Zdaj so ti obrisi bistveno bolj jasni. In tukaj se v času, ko so pred nami predčasne volitve, oziroma v letu, ki ga je več kot četrtina že za nami, preostanku tega leta se nam obeta, da bomo šli kar 4-krat na volišča, najmanj 4-krat. In seveda v tej situaciji je pomembno, da se zavemo, da to, kar danes vidimo v slovenskem parlamentu, ne bo, ali pa po mojem mnenju v pomembnih delih ne bo tudi ključna glavna izbira tega, kar bo na teh volitvah. Prvo presenečenje bodo že evropske volitve, tega se vsi zavedamo. Še večje presenečenje pa bo ponudba na predčasnih državnozborskih volitvah, ki so zdaj, glede na to, kaj se je zgodilo, ker so bile potegnjene te poteze, v bistvu neizogibne, slej ko prej. In tukaj se bo ponovno skušalo igrati na prevari volivcev s tem, da se ponudi nekaj novega, da se zamenjajo stara oblačila, da se površniki strknejo in se gre pol k maši v njih, misleč, da je to nekaj novega in misleč, da sosedje tega ne bodo opazili. Skratka, nekaj, kar se je že nekajkrat odvilo pred našimi očmi, se ponavlja. Ti novi igralci so stranka, ki se gradi okrog gospoda Šoltesa, infrastruktura Zveze borcev in ostalega zaledja je poskrbela, da so bili izbrani podpisi in da je to tudi propagandno po terenu resno podprto. Ker pa ta opcija zaradi svojega nosilca, zelo prepoznavnim rodovnikom in pedigrejem, ne more ponoviti prevare, ki se je zgodila z listo Gregorja Viranta. V lanskem letu se seveda pripravlja tudi projekt okrog gospoda Cerarja, bivšega predsednika sodnega sveta, zelo odgovornega za sedanje stanje v slovenskem sodstvu. Prihodnje, saj jaz osebno ne bom presenečen, če bo prišlo do združitve te iniciative z delom Državljanske liste ali pa kar za spojitev glede na kontakte, ki so tam že tradicionalno dobri. Torej, pred nami so predčasne volitve, na katerih bomo kot konkurenco srečali množico tako imenovanih novih igralcev strank, v glavnem prebarvanih, na čelu so ljudje, ki jih poznamo, odkar funkcionira slovenska politika, vsaj približno nekoliko bolj transparentno. In seveda pričakujemo, da bo prišlo tudi do določenih sprememb pri stranki, ki ima edina zgrajeno trdno infrastrukturo, tudi na terenu, tradicijo, kadre od Silva Gorenca, Martina Koširja, Janeza Zemljariča in ostalih v spredju in v ozadju, in ki bo zelo verjetno predstavljena na teh predčasnih volitvah kot glavni izzivalec tudi za Slovensko demokratsko stranko. Po našem mnenju se predsedniku te stranke, gospodu Igorju Lukšiču, pač obeta skorajšnja zamenjava. Je na čelu liste, ki zagotovo ne bo ponovila rezultata iz evropskih volitev leta 2009, se pravi, moral prevzeti odgovornost za to, tudi če bo izvoljen. Če pa ne bo izvoljen, pa itak. Je v situaciji, ki je lus-lus in njegov naslednik, ki ga delajo že nekaj let, najprej v ozadju, zdaj v spredju, to je minister za kmetijstvo, gospod Židan, bo po našem verjetju na čelu te stranke najbolj še prej, preden bodo razpisane volitve za državni zbor, predčasne volitve za državni zbor ali pa tik zatem.
samo še evropske volitve se morajo zgoditi. Torej, te predčasne volitve so v tej situaciji, kakršna je dejstvo. Jaz osebno sem jih napovedal pred 2 uri potem, ko so se zaprla volišča jeseni leta 2011. To moje izjavo ste velikokrat objavljali v tistih dneh in jo zelo kritizirali. Nekoliko pa pogrešam, da bi kdo to izjavo objavil zdaj, ko se je uresničila. Gostota tistega objavljanja je bila neverjetna, ne? Rekel, redkost sedanjega objavljanja je pa še bolj neverjetna. Zdaj prav tako bi jo spomnil na mojo izjavo, ko je Državni zbor po neki čudni miškulanci potrdil mandat gospe Alenki Bratušek. Jaz sem takrat zelo jasno povedal, kako dolg bo njen mandat. To se zdaj uresničuje in to z njeno aktivno participacijo pri skrajšanju tega mandata, pa tudi malo pogrešam, da bi kdo objavil to izjavo, ki je bila takrat tudi deležna ne vem kakšnega zgražanja. Ko smo slišali nedeljo ali soboto zjutraj za rezultate z kongresa največje vladne stranke na Brdu, sem jaz dejal, da so pred nami dnevi zarečenega kruha. Tega zarečenega kruha se je v zadnjih dneh veliko pojedlo, predvsem od tistih, ki so ustvarjali virtualno realnost v zadnjih 2 letih in seveda temu zarečenemu kruhu bo sledila tudi naklada. Zdaj, kar se tiče sodbe, ki je bila včeraj potrjena na Višjem sodišču, je bila, kot sem že prej dejal, pričakovana. Nanje smo bili pač pripravljeni, ker nismo naivni. Spomnil bi vas, ker se tudi teh izjav nihče ni spomnil, zdaj, ko se je na veliko komentiralo ta dogodek, da sta bivši pravosodni minister in profesor Bavcon o indični sodbi govorila že kmalu potem, ko se je proces začel. In zgodilo se je natančno tisto, kar sta pač napovedovala. Zanimivo je, da je to napovedoval profesor Bavcon, ki je tudi avtor izjave, ki gre približno takole: kazensko pravo je orodje za odstranjevanje posameznih družbenih skupin, torej razrednega sovražnika. In večina ljudi, ki danes sodi v slovenskem sodstvu, je njegovih študentov in učencev. Ne da bi se ne on sam, ne tisti, ki so poslušali ta predavanja, kadarkoli od takšne izjave oziroma zapisa distancirali, njih je še veliko, če preberemo samo uvode kazenskim zakonom, ki so bili sprejemani in uveljavljani v času totalitarnega režima. Zdaj, sama sodba je bila, glede na pravkar povedano, v svojem izreku napisana že zdavnaj, takrat, ko se je proces začel, tako kot vseh ostalih znanih montiranih procesih. V svojem tekstu je bolj absurdna kot tista, ki je bila napisana na vojaškem sodišču, katerega tabla je tukaj za mano, leta 1988. Takrat so si vsaj izmislili nek zeleni flomaster, s katerim naj bi jaz domnevno počrtoval tekst in na podlagi tega naj bi nameraval napisati članek. V dokaznem postopku na vojaškem sodišču je potem sodna izvedenka Andreja Kersnič z Kriminalističnega inštituta krivo pričala, da je flomaster, ki so ga zaplenili v pisarni na Mikroadi, zagotovo tisti, s katerim sem jaz ta tekst počrtal, čeprav to ni bilo res. Je bilo takšnih flomastrov verjetno na 10.000 v državi, ampak so se vsaj trudili, da bi nekaj dokazali, čeprav so falsificirali stvari. Zdaj, pri tej sodbi, ki je bila izrečena včeraj, pa smo slišali ne prvič, kot sem dejal že prej, da gre za nekakšen indični krok. Včeraj me je klical en prijatelj, evropski diplomat, ki dela v eni od balkanskih držav, in je rekel, zdaj tukaj, ker jaz zdaj delam, pravijo,
takšni sodbi po domače, što se babi htilo, to se babi snilo. Indični krog je besedna skovanka, ki bo seveda prišla v slovensko politično in tudi tako imenovano sodno zgodovino in se bo o tem še veliko slišalo. Tisto prej malo za šalo, zares pa se treba vprašati, če bi to postal pravni standard. Koliko takšnih indičnih krogov je možno za bistveno manj težav in problemov in naporov sestaviti za kazniva dejanja, ki v Sloveniji niso zastarana. Recimo za tista, ki so povezana z 600 množičnimi grobišči, več kot 600 množičnimi grobišči, ki obstajajo v Sloveniji. Za vsako takšno grobišče se da narediti bistveno bolj verodostojen indični krog kot za sodbo Patria. Ker se ve, kje se je to dogajalo, da se ugotoviti, koliko je bilo umorjenih, ve se, kdo je odločil v tistem delu Slovenije takrat, ker je zgodovina toliko to že raziskala, ve se, kakšna je bila linija poveljevanja, ve se, kdo od teh storilcev je še živ. Torej, slovensko sodstvo, če gremo zdaj na indične kroge, mora takoj začeti raziskovati nekaj 100 indičnih krogov v zvezi z zločini proti človeštvu, ki ne zastarajo. Obstaja tukaj tudi kakšnih 4000 indičnih krogov v primeru več kot 4000 civilistov, ki so bili v Sloveniji med vojno, in gre tudi za vojno hudodelstvo, med drugo svetovno vojno pomorjeni, prej je sploh nastal prvi domobranec. Tudi tukaj se več ali manj ve, kakšni so indični krogi. Zelo pomemben indični krog, ki bi ga moralo slovensko pravosodje, ker ta zločin tudi še ni zastaral, raziskovati, je genocid nad Romi na Dolenjskem, ker so partizanske enote, predvsem enota Staneta Semiča Dakija, v nekaj mesecih očistile pokrajino okrog 400 Romov, kjer so pobili cele družine z otroki in dojenčki vred. In nekateri, ki so sodelovali pri tem zločinu, so se v svojih knjigah, ki so še vedno dostopne v knjižnicah, s tem celo hvalili. Zastavki, postavili smo jih pred zid in je bilo opravljeno. To so zločini, ki niso zastarali, ne po slovenski kazenski zakonodaji, ne po tem, kar kot sodobno pravo velja v Evropski uniji. Torej, kolikor hočete indičnih krogov. Potem imamo tukaj indične kroge v primeru povojnih likvidacij Udbe. Zdaj, zadnje odkritje v arhivih, ki jih hoče ravno zaradi tega na hitro zaprt, postrežejo ne samo z indici, ampak tudi z dokazi. Ampak če zdaj govorimo o indičnem krogu, indični krog je podprt tudi z dokazi pri recimo umoru Štefana Crnogorca, 22-letnega študenta, celo grob se je zdaj odkril, so zelo močni. Znani so pravilniki, na podlagi katerih je jasno, kdo je odločil. Ti ljudje so živi. Nekateri od teh ljudi so člani stranke Socialni demokrati. Vidni člani, funkcionarji, člani organov na državni ravni, ljudje, ki so podpisovali, da se nekoga ubije. Ob tem so padale tudi družine, mladoletni otroci. In te stvari raziskuje tuje pravosodje, slovensko počitno ti indični krogi nič ne zanimajo. No in potem imamo še za kakšnih 8 milijard evrov indičnih krogov v slovenskem bančnem sistemu. Kakšnih 8 milijard evrov je bilo iz slovenskih državnih bank izropanih v času od leta 1997, ko smo slovenski davkoplačevalci prvič sanirali slovenske banke. Pa že takrat je bilo okrog 4 milijarde izropanih in nihče ni odgovarjal. Mogoče zaradi ne indičnih krogov, ampak dokazov, ker pod vsakim takšnim kreditom je nek podpis, kakšen od teh ropar je obsojen. Poznate kakšen proces za nekaj milijard v zvezi s tem? Pa ne gre samo za indice, gre za dokaze, ki ležijo povsod. Ni se treba sklicevati na indice.
Torej, kar se sodbe tiče, je treba razjasniti še nekaj. Sodba, ki je bila izrečena včeraj, je pravnomočna, je legalna, se pravi, je bila, do nje smo prišli po nekem postopku, ki je formalno zakonit, kakorkoli bo na koncu padel, in je seveda treba upoštevati, ker za njo stoji prisila zakona. Vendar pa takšne sodbe ni mogoče spoštovati. Že Božja zapoved pravi, spoštuj očeta in mater, ne pravi, spoštuj sodstvo. Razlika je med upoštevanjem in spoštovanjem, zato bi tistega, ki te razlike ne pozna, napotil na kakšno literaturo, kjer je mogoče ta razlika jasno opisana, recimo Orwellova knjiga 1984. Eno je upoštevanje, drugo je spoštovanje. Tudi ko gre za zlorabo te besede in se govori o spoštovanju institucij, to nima nobene zveze z demokracijo. Človek, inštitucija, pa če hočete neko delo, predmet, si mora spoštovanje zaslužiti s tem, kar je, s tem, kar dela, svojo kredibilnostjo. Ne morate pa spoštovanja ukazati. Slišali smo veliko zelo približnih izjav v zvezi s tem, kar se tiče napačne uporabe te besede. Torej, ker je treba upoštevati, bodo zoper to sodbo uporabljena vsa možna pravna sredstva, in ta sodba bo odpravljena, bo padla. Od tistih, ki so mogoče včeraj slavili, jaz pričakujem takrat mogoče kakšno opravičilo. Imamo neko izkušnjo, ki ni prav dobra v smislu tega obeta, ampak o tem nekaj kasneje. Kar se tiče samega spoštovanja institucije, se pravi sodstva kot inštitucije, mislim, da ni nobena skrivnost, da Slovenci sodstva kot institucije ne spoštujemo. Moramo to institucijo upoštevati, ker smo sicer dodatno kaznovani, jo pa ne spoštujemo. Tukaj imate za mano graf kredibilne institucije Eurobarometra, ki je izmeril zaupanje, to bi lahko tudi povezali s spoštovanjem, ljudi v sodne sisteme posameznih držav članic Evropske unije, in Slovenije na zadnjem mestu. 24% Slovencev zaupa slovenskemu sodstvu. In velika večina, se pravi več kot 75%, tega sodstva ne spoštuje. Tudi jaz ga ne spoštujem in spadam med 3/4 Slovencev, ki deli isti občutek, ne je to empirično dokazano. In to je problem. Kaj te sodbe se izrekajo v imenu ljudstva. Tudi na včerajšnji sodbi piše v imenu ljudstva. V imenu katerega ljudstva? V imenu zakona, ok, v imenu ljudstva. Tudi sodbe na dahovskih procesih so bile izrečene v imenu ljudstva. Tudi sodba na tem vojaškem sodišču, ki je padla, je bila izrečena v imenu ljudstva. Če govorimo o podpori in legitimnosti institucij, pogledajte naslednji graf. Stranka, ki jo jaz vodim, je na zadnjih volitvah dobila za dobra 2% večjo podporo in zaupanje ljudstva kot celotno sodstvo. Pa je na tistih volitvah sodelovalo 14 strank in list, sodstvo je pa eno samo. Nima konkurence, dobro plačani sodniki imajo trajni mandat, so nezamenljivi, njihova podpora je pa manjša, kot je podpora in zaupanje v največjo opozicijsko stranko, oziroma v tem trenutku že največjo stranko v Sloveniji. Stranko z največjo poslansko skupino v Državnem zboru. Torej, to je problem, ki je strukturen, za katerega smo ponujali rešitve že v prejšnjih mandatih, na katerega ne opozarjamo prvič, da ne bo kdo rekel, da opozarjamo na ta problem zdaj ob tem konkretnem primeru. Preberite si naše programske dokumente od zadnjih 4-5 kongresov.
ali pa iz časov osamosvojitve, ko smo že na nekatere stvari opozarjali. In Slovenija ne bo išla iz krize, dokler ne bo reforme na tem področju. Zdaj, tukaj je tudi problem, ali pa ta graf je takšen tudi zaradi tega, ker so na vrhu tako sodstva kot tožilstva osebe, ki si ne zaslužijo ne zaupanja, ne spoštovanja. Na vrhu obeh institucij so ljudje, ki so dokazano v prejšnjem totalitarnem režimu kršili človekove pravice. In morali biti za to odgovarjati, ne pa voditi. Dve ključni veji v sodstvu ali pa tožilstvu, ki je vprašanje, kam spada. Zdaj, kdo zaupa sodstvu in tožilstvu s takšnimi ljudmi na čelu? Manj kot četrtina ljudi, med njimi je verjetno večina teh, ki je imela od takšnega kršenja človekovih pravic v prejšnjem režimu neposredne koristi. Ker večkrat slišimo, v komunističnem sistemu je bilo boljše, za nekatere je bilo boljše, ker so živeli na račun drugih, in njihova največja travma je, da jim to zdaj v demokraciji ali pa formalni demokraciji ne ratuje vedno, čeprav v veliki meri še vedno, zaradi privilegiranih pokojnin, dodatkov in vsega ostalega, kar so ohranili. No in zagotovo bodo ti takim ljudem, ki so jim omogočili življenje na račun življenja drugih, vedno zaupali. Ampak to je manj kot četrtina Slovenk in Slovencev. Zdaj, kakšna je rešitev za to stanje? Zdaj, rešitev je samo ena, in Slovenska demokratska stranka je zagovarja skupaj z najmočnejšo politično skupino v Evropi, to je Evropska ljudska stranka, in najmočnejšo politično skupino na svetu, to je Mednarodna demokratska zveza, in ta rešitev je lustracija. In Slovenija in slovenskem sodstvu bo do tega prišlo. Ker dokler do tega ne bo prišlo, Slovenija ne bo normalna država, in to nenormalnost se bodo slej ko prej ljudje nehali naveličali plačevati, ker se to odraža na računih, na položnicah, na številki brezposelnih, na številki javnega dolga in ostalo. In to slej ko prej rodi posledice. Zdaj, če se vrnem na prvo temo, Slovenska demokratska stranka je že od januarja naprej pripravljena scenarij, ki se zdaj odvija. Rekel, na oba ključna vidika tega scenarija. Zaradi tega smo tudi marca predstavili program strokovnega sveta naše vlade v senci Slovenske demokratske stranke za naslednji mandat. Ko smo imeli to predstavitev v prostorih gospodarske zbornice, je nekaj vaših kolegic, ki jih danes ni tukaj, malo tako zaničljivo reklo, pa volitev za šele drugo leto, kaj se ven mečete z predstavitvijo tega programa. Dobro jutro tem komentarjem. V tem trenutku je Slovenska demokratska stranka edina stranka v tej državi, ki je programsko pripravljena na te volitve, ki je programsko in kadrovsko pripravljena na te volitve. In v zadnjih dneh, ko se je besedna zveza predčasne volitve uporabila nekaj milijonkrat, sem nekoliko pogrešal omembe tega dejstva. Ki je dejstvo. Poznate že kakšno drugo parlamentarno ali izvenparlamentarno stranko, ki je predstavila program za vse resorje, za vsa področja, za volitve, ki bodo očitno zelo kmalu? Ne poznate, ker je ni. Torej, o čem bo šla zdaj volilna kampanja? Tretjič o Patriji. Patrija 2008, Patrija 2011, Patrija 2014. A se vam ne zdi, da nekdo zapravlja vašo prihodnost? Na stotine konkretnih ukrepov bilo treba v volilni kampanji predebatirati. To, kar mi ponujamo, je tisto, kar mi mislimo, da je najboljše. Mi si želimo soočanje našega programa z drugimi. Ne trdimo, da je vse idealno. Vendar tega ne bomo nikoli spoznali pravočasno, če tega soočanja ne bo. In če se bo na soočenjih pojavljalo vprašanje, če se bodo na soočenjih pojavljale teme in vprašanje povezane zgolj z aferami, ne pa z ključnimi stvarmi, ki jih mora ta država narediti, če nočemo, da bomo tonili še globlje. Ampak,
Če vi ne boste zahtevali teh programov, ne, potem ta manko ne bo razpoznaven in zakaj bi stranke pisale program, če to ni potrebno. Če je možno na podlagi nekih drugih parametrov tekmovati na volitvah, tam celo dobiti sedeže v parlamentu, mogoče celo zmagati na volitvah, kar se je tudi že zgodilo v Sloveniji. Torej, v tem trenutku, kar se predčasnih volitev tiče, je Slovenska demokratska stranka edina stabilna stranka, ki je programsko in kadrovsko pripravljena na odgovorno vodenje države in seveda tudi na predčasne volitve. In ravno zaradi tega se jo skuša diskreditirati na vsak način. In to se ne dogaja prvič. Kajti takšne stranke smo trn v peti ozadjem, ki želijo vladati preko drugih, brez tega, da sami prevzemajo neposredno odgovornost. Ne? Da pridejo nekam, nagorijo nekoga, naj ustanovi stranko, ne? Ko jim ni več koristen, na to pozabijo. Ta potem še eno leto razmišlja, ali je bil kolateralna škoda, ali ne. Zdaj, ko mu pripelja, so pa že naslednje volitve. Ampak tisti, ki je pa vse skupaj zakuhajo v ozadju, ne prevzema nobene odgovornosti, dobiva privilegirane penzije in ostalo, ne? In se smeje na vaš ali pa na naš skupen račun. In to se je nadaljevalo, dokler boste to sprejemali. Zdaj, ponedeljek, natančno, bo minilo 25 let od moje druge aretacije. Zgodila se je 5. maja 1989, potem, ko je sodba, ki je izreklo to vojaško sodišče v Ljubljani, bila potrjena tudi na višjem sodišču v Beogradu in je postala pravnomočna. Trajala se nekih 6 mesecev, ampak potem so me ponovno aretirali, odpeljali na Dob in zaprli v oddelek za izolacijo skupaj z morilcem Tropcem. Kakšnih 10 dni sva isti trak delila. Ampak 3 dni po tej moji aretaciji se je na Kongresnem trgu v Ljubljani zgodilo protestno zborovanje, na katerem je Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo. Pol strani teksta, v katerem je pisalo: Slovenci želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. In ki smo ga prej usklajevali 3 mesece, pa se nikakor ni dalo teksta uskladiti. Potem pa po tej aretaciji pa je bil čudežno usklajen v nekaj urah, je bil prebran na Kongresnem trgu in 2 leti kasneje uresničen. Slovenci smo zaživeli v suvereni državi slovenskega naroda. Ampak meni se na tem zborovanju ni bilo. Zvečer 8. maja so me gnali na Dobu po hodniku tega izolacijskega trakta in tam je nekaj paznikov in ostalih gledalo televizor in sem videl, ker je bil to ravno čas TV dnevnika, sem videl kratek prikaz tega zborovanja in to, da se bere Majniška deklaracija. In sem postal neznansko vesel, ker smo že malo obupali, da bo tekst usklajen, potem pa je bil tam čudežno prebran. No in v kasnejših mesecih ga je podpisalo nekaj 100 000 ljudi v Sloveniji. Zdaj, to zborovanje in ta tekst je imel nenavadne učinke na paznike v zaporu. Najprej so bili številke, potem pa so me začeli celo vikati. In zvečer sem doživel 2 zanimiva obiska. Zdaj, pazniki nasploh so spremenili odnos tudi do ostalih zapornikov. Nisem bil edini politični zapornik takrat na Dobu. Kasneje sem spoznal nekega slikarja z Maribora, ki je dobil 3 leta, zato ker je sicer predvsej nesramen, ampak vseeno vic povedal o bivšem maršalu, 3 leta zapora, bil urednik etniškega časopisa. Ampak ni to spremenilo odnos vseh. Zvečer, ko je prišel na ogled celic šef paznik v tistem traktu, mi je dejal, ne biti preveč vesel preko tega, kar se dogaja na ulicah. Mogoče ti tega ne boš nikoli dočakal, lahko zavedno ostaneš tukaj. Sem rekel, to je mogoče, vendar pa duh Majniške deklaracije, ki je danes še ven iz steklenice, tudi vi ne boste nikoli spravili nazaj v steklenico. To se je zgodilo.
Kasneje zvečer je prišel do mene eden od paznikov, nek znanec iz Mirne, ki sem ga poznal še iz gimnazije. In mi je rekel bolj zaskrbljujočo stvar, rekel je, čim prej se spravil tukaj, dob je pač zapor za politične zapornike, vsi politični zaporniki so na posebnem seznamu in če prije do izrednih razmer, se te ljudi likvidira. To je bilo maja 1989. Zdaj, kasneje sem ugotovil, da je obstajal načrt, ki se je imenoval Krim, ker je bilo to dejansko predvideno. Ve se, kdo je bil takrat na čelu oblasti v slovenski državi in če hočete sklepati kakšne indične kroge, jih lahko. Zdaj, potem, zaradi tega zborovanja in protestov zunaj, aktivnosti Odbora za varstvo človekovih pravic, ki se je ponovno aktiviral, nekako pride z Ministrstva za pravosodje takratnega ukaz, da se mene premesti z Doba, vendar pa so postavili pogoj. Premestitev je možna, čeprav jaz sem takrat obsojen na 1,5 leta in mi je morali po pravilih poslati kakšen drug zapor, tudi ostale so obsojene, samo mene so na Dob. No, postavili so mi pogoj z takratnega Ministrstva za pravosodje, da me premestijo pod pogojem, da podpišem izjavo, da ne bom javno deloval in da odstopim kot podpredsednik Slovenske demokratične zveze. Jaz sem takrat podpredsednik Slovenske demokratične zveze, ki je nastala januarja leta 1989. Jaz seveda nisem odstopil, premestitev se je malo zavlekla, ampak je potem zaradi pritiskov vseeno prišlo do nje. Zdaj, nekatere izjave in komentarje, ki sem jih slišal v zadnjih 24 urah, me zelo spominjajo na tisti pogoj, ki je bil takrat postavljen glede moje funkcije v Slovenski demokratični zvezi, ki je bila pač funkcija v stranki, ni bila javna funkcija, in glede javnega delovanja. Ugotavljam, da so mokre sanje preživele 25 let. Da izhaja iz iste ideologije in da to ideologijo žal ne v celoti, ampak deloma poganjajo isti ljudje. Ravnajo enako kot takrat in to ni nič novega. S takratnim, pa tudi s tem ravnanjem, s temi pritiski zdaj ob tej sodbi, samo nazorno kaže, kaj je njihov cilj. Odstraniti političnega nasprotnika in zmagati na nepošten način. In doslej komunisti in njihovi nasledniki v Sloveniji še nikoli niso zmagali na pošten način. Vprašajte za katerekoli volitve, pa lahko navedem številne argumente v prid tega, kar sem dejal. Torej gre za ponavljanje nekih starih vzorcev, v deloma novih okvirih, nič novega za nas, nobeno presenečenje, in s tem ponavljanjem seveda ne bo nihče zaustavil ne mene, ne Slovensko demokratsko stranko. Mislim, da je bilo sporočilo, ki je bilo včeraj dano strani našega izvršilnega odbora, jasno. To sporočilo ne izhaja samo iz razprave včeraj, ta je bila zelo kratka. Smo imeli dolgo razpravo januarja z udeležbo, ki je bila, rekel, malo manjša od te, kot šteje članstvo kakšnih strank v Sloveniji, ki so v parlamentu, in glede tega sem te enotnosti vesel. Vesel sem tudi podpore, ki prihaja od drugot. Za njo se zahvaljujem. Ljudje množično vstopajo v Slovensko demokratsko stranko. Danes sem videl nekaj pristopnih izjav ljudi, za katere nikoli nisem verjel, da se bodo neposredno angažirali v kakšni stranki. Zdaj, takšen čas smo že doživeli. To je bil čas parih mesecev po neki podobni skonstruirani aferi, ki se je imenovala Depala vas leta 1994. Takrat je Slovenska demokratska stranka v 2 mesecih narasla iz 1500 na 15.000 članov. In kot že rečeno, veseli smo tistih, ki v tem času vstopajo v stranko,
To so ljudje, ki se opredeljujejo iz prepričanja, ki zagotavljajo, da bo Slovenska demokratska stranka rasla, se razvijala in živela naprej, ki ne vstopajo v stranko takrat, ko je na oblasti, na vladi, ko lahko pričakuje mogoče posredno kdo takšne ali drugačne koristi, ampak vstopajo takrat, ko je stranka napadena, in to je temelj, na katerem je stranka zgrajena in na katerem bo rasla v prihodnje. Zdaj prihaja na stranko, do mene osebno tudi množica različnih pobud, kako ravnati, kaj narediti, še vse. Marsikaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh. Predvsem pa se je treba zavedati, da je potrebno gnev, ki je velik, razočaranje, ogorčenje, v času, ki je pred nami, usmeriti predvsem udeležbo na volitvah. Slovenci bomo šli letos vsaj 4-krat na volišča. Tisti, ki veliko govorijo o varčevanju, bodo seveda naredili vse, da to ne bo skupaj, da bo čim bolj razdrobljeno, ker se tako mislijo, da se tako lažje manipulira. Milijoni jih tukaj ne skrbijo. Ampak treba iti na volitve, pa tudi če 4-krat ali 5-krat, in uporabiti najmočnejše orožje, največjo moč, ki ima vsak svoboden državljan v formalni demokraciji, to je svoj volilni glas. Jaz sem prepričan, da se bo to tudi zgodilo in da bomo s temi glasovi končno izglasovali vladavino prava, normalno evropsko Slovenijo in tudi takšno vlado, ki bo stabilna in bo lahko Slovenijo potegnila iz krize. Zdaj, za mano sta tukaj poleg dveh grafov, o katerih sem že govoril, tudi dve tabli dvojih sodišč. Eno je originalna tabla z vojaškega sodišča v Ljubljani. Tabla še obstaja. Moji kolegi v vojni za Slovenijo, ki so to kasarno takrat osvojili, so jo prinesli kot vojno trofejo. Tabla še obstaja, ampak tega sodišča ni več. Tudi nobenega od sodišč, ki so kasneje potrdila krivično sodbo izrečeno na vojaškem sodišču v Ljubljani, danes ni več. Niti višjega sodišča v Beogradu, vojaškega, takšnega kot je bilo, niti vrhovnega sodišča Jugoslavije, v katerem nas je sodil celo sorodnik Milana Kučana, sodnik Horvat, niti ustavnega sodišča bivše SFRJ, kjer so nas tudi sodili med drugimi Slovenci. Nič od tega ne obstaja. Ampak sodba, ki je bila izrečena na vojaškem sodišču, na katerem je visela ta tabla, je vseeno padla. Bila je razveljavljena. In to isto se bo zgodilo tudi sodbo, ki je bila izrečena na višjem sodišču v Ljubljani včeraj, oziroma potrjena na višjem sodišču v Ljubljani. In tukaj je tabla z tega sodišča, ki ni ali pa še ni original. Zakaj bo ta sodba padla? Padla bo zaradi tega, ker se krivice pač na dolgi rok ne da uzakoniti. Niti se ne da dopovedati ali pa zapovedati spoštovanja krivice. To enostavno ne gre. O tem govori ta spodnji graf. Sodba vojaškega sodišča leta 1988 z vsemi temi nadaljevanji, ki so sledila, je sprožila iskre, iz katerih je zagorel požar slovenske osamosvojitve. Zdaj smo v času, ko bo ta sodba, ki je padla včeraj, hkrati z drugimi dogodki, zanetila požar, ki bo Slovence potem, ko smo se pred 23 leti osamosvojili, tudi dokončno osvobodil. Ta čas je blizu, prihaja in zaradi tega smo veliki optimisti. Zdaj so verjetno kakšno vprašanja. Čas je omejen, vas je veliko, torej pa eno vprašanje na mediji. Prosim. Gospod Janša, na voljo imate še izredna pravna sredstva, kot ste sami že omenili, pa vendarle sodba je pravnomočna, sledil bo nek poziv na prestajanje zaporne kazni. Včeraj že vas odvetnik pomenil, da ne boste zaprosili nek za alternativno obliko prestajanja.
kazni niti zaporno kazen. Zakaj ste se tako odločili, če boste torej res morali v zapor? Hvala. Torej, to drži, kar je rekel odvetnik, tudi to, kar ste povedali, vi drži. Razlogi za takšno odločitev so enaki, kot so bili pred 25 leti. Tudi takrat nisem zaprosil ne za kakšno alternativo, ne za pomilostitev, čeprav so mi nosili na mizo papir, ki bi ga samo podpisal. Samo podpisal. Na nekem takšnem sestanku je sodeloval celo takratni predsednik predsedstva SRS Janez Stanovnik. Na Dalmatinovi, v takratnih prostorih Zveze socialistične mladine v pisarni Jožeta Školča, ker se je slovenska politika skušala izmotati zgodbe, v katero so se sami spravili. Jaz predloga za pomilostitev nisem podpisal. Zaradi tega, ker sem bil prepričan, da bo sodba padla in enako sem prepričan. Samo pod vprašanje, če bi torej res morali v zapor, kako boste vodili stranko iz doma? Tisti, ki misli, da je Slovenska demokratska stranka samo Janez Janša, se moti. Kot že rečeno, s takšnimi poskusi, da se na nepošten način eliminira, izloči političnega tekmeca, kamor spada tudi ta včerajšnji poskus, se samo motivira ljudi, da vstopajo v stranko, pa tiste, ki so že v stranki, da so še bolj odločni. Scenaristi takšnih dogodkov se pač streljajo v koleno. Moje stališče je pač enako, kot je bilo pred 25 leti. Jaz sem sicer šel v zapor, ampak zunaj se je prebrala Majniška deklaracija in Slovenija čez noč postala drugačna. Zato sem pripravljen če dvakrat zapor. Prostite, kolegice je tam. Najlepša hvala, Sabina Vonta, STA. Ne vem, če ste morda to že slišali, vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke pravi, da treba odločitve sodišč sprejeti in spoštovati in da ni pomembno, ali je sodba izrečena 2 dni prej ali pozneje. Kako to komentirate in ali ste se morda že slišali s kom iz stranke? Zdaj o tem, kaj se bo zgodilo, oziroma da se bo to, kar se je včeraj zgodilo na višjem sodišču, so potekale debate tudi v teh povezavah, ker je Slovenska demokratska stranka članica. Povedali smo jim naprej, kaj se bo zgodilo, tudi našo reakcijo. Izjava gospoda Dola je pač takšna, kot je moja. Sodbo je pač treba upoštevati. Politično stališče Evropske ljudske stranke, politične skupščine, najvišjega organa Evropske ljudske stranke je pa izraženo v resoluciji, ki je bila že lani sprejeta. Ne sme se izkoriščati sodstva in državnih institucij za izločanje političnih nasprotnikov in Sloveniji je potrebna lustracija. Niti je še nisem dobil. To je zelo zanimivo. Pri zdaj Patria imate vi vedno prednost pred nami. Vedno dobite sodbo prej kot mi. Gospod Janša, nekdanji sodnik, strokovnjak za kazensko pravo, dr. Ivan Bele je nedavno z Demokracijo dejal, ko je komentiral obtožbo proti vam, da je Vrhovno sodišče že najmanj v 3 primerih razsodilo, da se ne more sklicevati na neugotovljen kraj, na neugotovljen čas, neugotovljen način, ker so ob takih očitih obtoženi ne more braniti. Nima pravnega varstva, zato je Vrhovno sodišče sodbe razveljavilo. Po njegovem je na to treba gledati enako kot na nevzdržnost obtožbe, s katero bi vam učitali, torej da bo ljudstvo razumelo ljudje prehitro vožnjo, ne da bi povedali kdaj, kje in koliko prehitro ter kakšno vozilo ste vozili. Zato bi vas prosil za komentar glede tega. Jaz mislim, da tudi v tem primeru, če bi se nekdo spomnil in bi razpolagal s tem aparatom, s katerim razpolagal, in če bi slučajno bil to jaz, bi mi obsodili tudi za prehitro vožnjo. Ne bilo nobenih ovir. V tako absurdni situaciji smo. Tako absurdni situaciji smo in takšen obup očitno preveva našo politično konkurenco, da so pripravljeni poseči po skrajnih sredstvih, potrditi sodbo, za katero sami vedo, da bo padla. Ni nobena skrivnost, da smo se v zadnjih mesecih, oziroma v zadnjem letu pravzaprav, odkar je sodba prve stopnje znana in bila prevedena v angleščino, posvetovali z nekaterimi eminentnimi strokovnjaki za kazensko pravo v Evropi. In na nekaterih sestankih sem bil sam, videl sem dobesedno
človeka, ki se je držal za glavo in je rekel, da ne verjame, ne? Da je napaka v prevodu, ko je bral izrek te sodbe, da to ni možno. Da če bi, tudi če mu nekdo kazal takšno sodbo iz Minska, iz Belorusije, temu ne bi verjel. Prosim. Pravi, vse pravne možnosti, če niso izrabljene, uporabljene, boste postali predsednik stranke, do takrat vse možnosti? To sem že tokrat odgovoril, tudi včeraj je naš podpredsednik to jasno povedal. Stranka ima statut, ima razdeljene naloge, kongres smo imeli lani, že januarja smo se natančno zmenili, kako ravnati v kakšnih situacijah. O tem, ali bom jaz predsednik stranke ali ne, odloča članstvo te stranke preko svojih delegatov na kongresu. Ne. Ko bo naslednji kongres sklican, takrat postavite to vprašanje. Prosim. Lahko poveste, koliko konkretno članov več imate včeraj po tej sodbi, koliko je pisem podpore in koliko se je tudi recimo članov od članov sem izpisalo v stranke? Zdaj, da bi jaz vedel, da je kdo izstopil iz stranke, ne verjamem, mislim, ne verjamem, da je kdo, mogoče je kdo, no. Končno nas je bilo že doslej 30 000, zdaj še nekaj več. Pristopnih izjav je veliko, ne. Tudi pisem podpore, ne vem, jih nismo niti še prešteli, niti jaz nisem prebral vse podpore. Že zjutraj sem se zahvalil vsem, ki to pošiljajo, ampak ne morem vsakemu posebej odgovarjati, ne. Ne gre za ogromne količine elektronske pošte in pač ostale komunikacije na socialnih omrežjih. Pa že pred to sodbo, no, se je priliv povečal, mislim, da smo imeli kakšnih 10 dni nazaj sprejem za nove člane, ki so pristopili v zadnjem mesecu. Vsak mesec imamo tak sprejem. Slike so objavljene na spletni strani. Ne. Ta dvorana je bila polna novih članov. Ne, tako da, če ne verjamete, da obstajajo, mogoče jih boste kmalu videli. Ne. Še koliko pričakujete zdaj to množično zbiranje, kako je bilo pač, ne, takrat, ko ste šli že enkrat v zapor? Jaz sem dejal že prej, da se bo verjetno marsikaj dogajalo. Situacija je takšna, da ni nič gotovo, da je vse možno, v vsakem primeru. Zdaj, moj poziv pa je bil prej jasen, ne. Ljudem, ki so upravičeno ogorčeni in razočarani, ljudem, ki sodijo med teh 75%, ki skupaj z mano ne zaupajo, ne, slovenskemu pravosodju. Vsi mi imamo možnost kar na 4 volitvah oziroma glasovanjih, ki bodo letos. Je treba to energijo usmeriti v glasovanje in v pravilne odločitve in v udeležbo na volitvah. Ne. Več naredimo s tem, kot če pridemo neko zborovanje, na volitve pa ne gremo. Ne, torej treba iti na volitve. Prosim. Stranka SDS očitno, oziroma tudi vi, nimate nobenih zadržkov do ljudi, ki so pač pravnomočno obsojeni, da bi bili v vaši stranki, oziroma vas sprašala, kakšno je sploh stališče stranke do pravnomočno obsojenih članov, če lahko tako. Glejte, takole se zmenilo, ne. Jaz sem vam na to vprašanje z velikim veseljem odgovoril, ustno ali pisno, tudi samo ven, če prijete, pod pogojem, da greste na naslednjo tiskovno konferenco gospoda Lukšiča in mu postavite vprašanje, ali se mu zdi normalno, da so v njegovi stranki, vključno z vodstvenimi organi, ljudje, ki so podpisovali likvidacije brez sojenja, izvensodne uboje in druga zločinska dejanja UDBE. Ko boste njemu postavili to vprašanje in ko bom lahko prebral njegov odgovor, pridite k meni, bom z veseljem odgovoril na to vprašanje. Kolegica zadaj. Pa zanima, vaš odvetnik je včeraj tudi nekako izrazil prepričanja, da pravzaprav do izvršitve kazni tudi ne bo prišlo in da bodo vse nadaljne inštance reagirale tako hitro, da bodo nekako vsaj zadržale sodbo. Kako je vaše mnenje o tem, glede na to, da očitno imate velikega zaupanja v slovensko sodstvo in pa še to glede na nastalo situacijo, kdaj bi bile za vaš najbolj primerne predčasne volitve, torej ali junija ali morda jeseni? Ja, zdaj, volejte, kar se tiče sodbe nadaljnih inštanc, tukaj delim 100% mnenje z ameriškim veleposlanikom, ki je dejal, ne, više bo instanca, ki bo sodbo razveljavila, ne, večja bo to katastrofa za sodni sistem v Sloveniji. Kar se mene tiče,
čeprav bo mogoče to zvenelo paradoksalno, je to še najmanj moj problem. Jaz mislim, da je to problem te države, tudi vaš problem. Če se tega še ne zavedate, se pač še boste v prihodnje. Pa problem tistih, ki imajo v tem trenutku odgovornost za takšno stanje. Kot rečeno, pripravljeni smo na vse variante. Zdaj, to vajo smo že dali skozi. Neki drugi države, ki je danes ni več, na sodišči, ki jih tudi danes ni več. Prosim. Glede na to, da so volitve dokaj blizu, je pa za vaše volivce oziroma za volivce pomembno, kdo bi v primeru zmage vaše stranke Glejte, jaz mislim, da se ukvarjate z povsem nepotrebnimi problemi. Zdaj, ko Slovenska demokratska stranka sestavlja naslednjo vlado, jo bo sestavljal v pogojih, ko se bo dalo kaj narediti. V našem skupnem interesu pa je, da ti pogoji čim prej nastopijo. Kar se tiče predčasnih volitev, predčasne volitve bi morale biti že lansko leto. Če se spomnite vse stranke, ki so v tej vladi, so tudi govorile, da so za predčasne volitve, potem so pa naenkrat zamenjale ploščo. Gospod Janković kot župan glavnega mesta, kar je javna funkcija, na davkoplačevalskem denarju, predsednik stranke ni, jih naenkrat ni več motil in so sestavili vlado in koalicijo, ampak so rekli za 1 leto. Naslednjo pomlad pa gremo na predčasne volitve. Ni se še črnilo posušilo na vaših člankih, so že požrli besedo. Torej, kadarkoli bodo predčasne volitve, bodo prepozno. Janša, jaz bi vprašala včeraj, ko smo se pogovarjali gospodom Matozom, je sicer rekel, da sodbe še ni prebral, ampak da bo uporabil pač izredna pravna sredstva. Me zdaj zanima, danes verjetno ste se slišali, oziroma tudi včeraj, katera se to, se pravi, boste šli na Vrhovno sodišče ali tudi morda na Ustavno? Ste že pogovarjali o tem, s gospodom Matozom? Ne. A bi Orel, če bi to rekel. Glejte, jasno, da smo se pogovarjali, tudi ta izredna pravna sredstva so pripravljena. Nismo jih začeli pripravljati včeraj, se nismo naivni. Vemo od samega začetka, kam zadeva vodi. Vložena bodo pravočasno, ne bomo vsake stvari vnaprej napovedovali. Torej, ne skrbeti za to. Že kakšno vprašanje? Prosim. Glede, gospod Janša, zdaj se na Twitterju pojavlja neka vaša izjava iz 10.11.2011 za TV Slovenija, da ste dejali, da boste v primeru, če boste to pravnomočno takoj vstopili. Seveda. Sam mi ni treba, ker smo vmes že zamenjali. No, ampak ste pa še vedno predsednik Nisem jaz govoril o predsedniku stranke. kot predsednik vlade. Seveda. Še to, na kolegico bi se navezala. Takrat ste rekli, da boste kot premijer odstopili, če bo sodba pravnomočna. Rekli ste, so vas zamenjali. Še vedno menite, da ste, če boste seveda morali v zapor, vaš odvetnik trdi, da bo ta sodba razveljavljena, tudi vi trdite v primeru, da ne bo. Če stranka SDS zmaga, ste tudi s to sodbo, bom rekla, za vratom pripravljeni biti premijer? Zdaj ne vem, kako je bilo to tehnično možno. Zdaj, če vi poznate kakšen način, povejte, pa bomo o tem debatirali. Ampak ne skrbeti za Slovensko demokratsko stranko, gledajte. Ne samo, da smo pravočasno pripravili program, program smo pripravili in predstavili takrat, ko ste še vi vsi pisali, da bo ta vlada zdržala do konca mandata. Torej, v Slovenski demokratski stranki je potencial, ki je sposoben odgovorno voditi to državo. Tudi brez mene, absolutno. 20 let delam na tem in ne si delati skrbi tam, ker niso potrebne. Hkrati vas opozarjam, da je na smetišču politične zgodovine veliko ljudi, ki so mene zadnjih 25 let vsak dan odpisovali. In bo gneča, če se še kdo pridruži. Če pripravljate izredno pravno sredstvo, pa še vedno zaupate v sodišča? Tudi sodba, ki je bila tukaj izrečena, na vojaškem sodišču, je bila odpravljena na neki pravni instanci. Zato, da je bila odpravljena, je pač ta pravna instanca morala še nastati, ampak je nastala. In ravno ta sodba je povzročila ali pa pomagala pri njenem nastanku. Tako da, obzorje so širše od tega, kar vidimo danes.
Pa rekli smo eno vprašanje na medije, še kdo iz kakšnega medija, ki ni spraševal, prosim. Gospod Janša, mene pa zanima, kdaj boste prevzeli sodbo, oziroma je kakšna možnost, da vodenje stranke prevzame gospod Zver? Glejte, kar se stranke tiče, še enkrat vabim vse, ki imajo te skrbi v zvezi s Slovensko demokratsko stranko, tamle ima moja kolegica pristopno izjavo, lahko jo mirno izpolnite in boste postavljali tako vprašanje, lahko ste celo odločili, mogoče bomo celo kakšen avtobus organizirali, ker je to zdaj moderno za naslednji kongres. Kaj pa glede prevzema sodbe? Tako bo vročeno. Sicer je pa zdaj javno objavljena, zato je tudi pač komentiral. V vsakem primeru, ko jim bo vročeno, jo bom prevzel, s kim se ni nobenega problema. Po moje odvetnike je itak že prevzel, se pravi. Saša, ali lahko pričakujemo protest, ali bo SDS organizirala proteste? To jaz vas isto vprašam. Kaj lahko pričakujemo? Kaj bo naredila Slovenska demokratska stranka, včeraj povedal podpredsednik za to govornico? Prosim. Čeprav ste prej rekli, da ne komentirate stališč drugih strank, da vseeno vprašam. Včeraj popoldne sta gospod Bogovič in gospa Novakova še zatrjevala, da če bo SDS vodil Janez Janša, ne gre se z njimi kakršna koalicija. Po vašem izvršilnem odboru sta to mnenje na Odmevih na nacionalni televiziji spremenila oziroma umilila, da jo zanima izključno program, ne pa človek. Vaš komentar tega obrata. Jaz moram reči, da teh izjav nisem podrobneje spremljal, sem pa danes govoril z nekom, ki je pač to spremljal in mi je dejal, da to mi je rekel tudi podpredsednik, ki je bil na nacionalni televiziji z njima, da sta bila napačno citirana oziroma interpretirana popoldan. Če hočete kaj več zvedeti, morate njih vprašati. Kar se tiče tega sodelovanja, gledajte, tega zarečenega kruha v zvezi s tem se je v Sloveniji pojedlo že toliko, da imajo nekateri v grlih velikanske cmoke. Ne bom zdaj naštel, ker je tega preveč, kdo bo s kom sodeloval, pa s kom ne bo. Po volitvah je vedno nek čas, ko se pač preštejejo glasovi in se skuša sestaviti vlado. Jaz močno upam, da bo rezultat po naslednjih volitvah takšen, da mi ne bo treba ponoviti izjave iz leta 2011, da nas čakajo še tretje predčasne volitve. Ni pa to izključeno, glede na to, kako se ključnega problema v smislu preurejanja, nujnega preurejanja političnega sistema v Sloveniji vsi izogibajo. Še predsednik države je obupal, pa je obljubljal sklic naslednjega sestanka, očitno ni dobil zagotovil. Glede udeležbe ali pa prilagoditve stališč, mislim na sestanek parlamentarnih strank glede sprememb volilnega sistema, tudi vi nič ne pišete o tem, čeprav je popolnoma jasno, da bo Slovenija tonila v krizo in bodo ti intervali med eno in drugo politično krizo in nestabilnostjo čedalje manjši, če ne bo prišlo do vsaj delne prilagoditve volilnega sistema. In bodo vedno nastajale strančice, ki potem izsiljujejo in zaradi katerih koalicije razpadajo in s pomočjo katerih lahko ljudje iz ozadja kadarkoli združijo katerokoli vlado. Sej, pogledajte, ni treba, da so ti, kakorkoli jim pač rečete, strici, botri, udbo, mafija, karkoli, tako močni, da obvladujejo večino v parlamentu. Dovolj je, da obvladuje eno ali pa dve stranki, ki sta jeziček na tehnici v parlamentu in na ta način se lahko poruši vsaka vlada, vsaka koalicija. In smo vedno talci tega. In se to dela pri levih in pri desnih vladah brez razlike, ker se sledi nekim drugim interesom, ne političnim programom. Še zadnje vprašanje. Ali Škuci večer, na to bi se navezal, kar ste prav omenili. Na zadnje pri predsedniku Republike bilo doseženo neko načelno soglasje okrog morebitnih sprememb volilnega sistema. Menite, da bi bilo mogoče to izpeljati že za morebitne tokratne predčasne jesenske volitve, če bi bile sem? Pač načelno soglasje je bilo približno doseženo glede spremembe, ki nič ne vpliva na stabilnost. Vpliva na neko stališče ustavnega sodišča, glede tega, kar je zdaj zapisano v ustavi o volilnem sistemu, ne vpliva pa na stabilnost, ker ohranitev proporcionalnega sistema ob istem pragu za ukinitev volilnih okrajev nič ne prispeva k stabilnosti in mogoče še poveča drobljenje. In pa že glede tega je
ni bilo dvotretinske večine, ker so se nekatere stranke vzele čas za razmislek, očitno ta še vedno traja in do njega ne bo prišlo. Glede samega dviga praga, ki bi pač bil delni korak v to smer večje stabilnosti, ki jo lahko tak volilni sistem prenese, pa skoraj ni bilo niti navadne večine, kaj šele dvotretinske. Kaj šele, da bi bila da bi bilo razumevanje situacije takšno, da bi se resno pogovarjali vsaj o kombiniranem večinskem sistemu, kombiniranem volilnem sistemu. Kar recimo predlaga, mislim, Zvezo upokojencev ali nekdo. Če ne bomo naredili vsaj delnega koraka v to smer, boste naslednjič zelo težko zamolčali to mojo današnjo izjavo, da nas čakajo še ene predčasne volitve. Prvič je mogoče uspelo, drugič ne bo. Ker bo situacija pač takšna, da ljudje enostavno ne bodo več sprejemali teh kratkih intervalov med eno in drugo politično krizo, ob tem, ko v tem času naš dolg narašča. Glejte, prejšnja država, kateri je bila izrečena ta sodba in je ta tabla visela na nekem sodišču, je razpadla, ko je imela 20 milijard dolarjev, ne evrov dolga. Res je bila manj razvita, ampak je imela več kot 20 milijonov prebivalcev. Slovencev nas je 2 milijona, smo bolj razviti, ampak nas je 10-krat manj in naš dolg gre proti 30 milijardam evrov, ne dolarjev. In to je problem, ki ga boste vsi čutili in tudi vsi otroci, ki so že rojeni in tisti, ki še bodo. Ker je to velikanska vsota, ki se ne da več pomesti pod preprogo. In če zdaj sem mislil, da bo kdo vprašal, pa pač ni, bom sam dodal, če smo zdaj pri ključnem motivu za ta scenarij, ki se dogaja in za predčasne volitve, ki sledijo, potem je ravno to stanje, o katerem sem prej govoril, motiv za ta dogajanja. To vlado sami rušijo, sami, v istem krogu, v isti politični sferi, kjer je nastala, iz enakega motiva, kot so rušili Pahorjevo vlado leta 2011. Takrat so Pahorjevo vlado in tisto koalicijo preko Zaresa in ostalih strank, ki so izstopale, zrušili zato, ker so verjeli, da je možno na predčasnih volitvah dobiti boljši rezultat kot ob koncu mandata, ob popolnem krahu, tako kot se je recimo zgodilo nekaj let prej na Madžarskem. Zdaj je motiv natančno enak. Če bi oni verjeli, da je situacija res tako dobra, da gospodarstvo oživlja, da vse cveti, kot je govorila gospa Bratušek na Brdu in celo tam niso verjeli v lastni stranki, potem kje je motiv, da se ta vlada podre? To, da je bil Zoran Janković izvoljen za predsednika stranke, ki jo je itak vodil. Celo sama gospa Bratušek je to povedala, da se ji ni popolnoma umaknil za stola. Gospod Janković je ostal po poročilu KPK-ja, o katerem se bo v prihodnosti tudi še veliko slišalo, župan glavnega mesta, ki ima največji proračun od vseh lokalnih skupnosti v državi. Večji proračun kot večina ministrstev. Pa to koalicijskih partnerjev ni motilo. Zdaj pa, ko je prevzel stranko in ko govori, da podpira to vlado in tako naprej, pa vse razpada, ministri govorijo, kako je vse krasno, kako rabijo samo še eno leto, pa bo vse cvetelo v Sloveniji, bomo prišli iz tunela in na sonce in v gospodarsko pomlad. Hkrati pa ta isti projekt rušijo, isto ladjo, ki pelje v to svetlo prihodnost, potapljajo. A ni to nekaj nelogično? Zdaj smo poslušali gospoda Pličaniča, ministra za pravosodje, ki je razlagal, kakšna škoda, zdaj nam rušijo vlado, ampak moramo iti iz načel. Iz te vlade rabim samo še pol leta. Pa bom te strašne projekte, ki so 90% izpeljani, dokončal. Hkrati pa model kandidira za Evropski parlament in je nosilec liste. Pa ga noben od vas ne vpraša. Kje je tukaj pametno pravosodne ministrstvo? Tukaj je polno nelogičnosti, ki bi bilo potrebno videti. Gledajte, če je zdaj pred nami neko obdobje nestabilnosti in to obdobje je pred nami in ta nestabilnost bo imela resne gospodarske in ekonomske posledice za državo. Preveč se je igralo z vsemi stvarmi. Pričakujte nove podatke rating agencij,
in vse ostalo, kar vpliva na naše denarnice. Skratka, to obdobje nestabilnosti, ki je pred nami, je umetno povzročeno z političnim motivom. In tega ni povzročila SDS, ni povzročila opozicija. Ne. V zaledju, v istem zaledju, ki je to vlado in to vladno koalicijo oblikovalo, ne, se je ta nestabilnost zdaj tudi skotila iz politične kalkulacije, katere cilj je zgolj oblast za vsako ceno, ne pa interesi te države. Če bi šlo za interese te države in če gre voz tako v pravo smer in tako naprej, skaj predsednica vlade odstopa, če tudi njen izzivalec pravi, da vlado podpira. To je logično. Pa vsa Evropa podpira, pa vsi. Glejte, konec leta, prihaja konec politične pomladi v Evropski uniji. Evropska unija je danes pred volitvami. Pred volitvami nihče noče govoriti o problemih. Slovenija ni problem zaradi politične pomladi v Evropi, oziroma zaradi predvolilnega časa. Evropska komisija je dala pozitivne ocene 5 in 6 državam Evropske unije na podlagi enakih kriterijev, na podlagi katerih je pred 2 letoma nekatere druge države ocenila ne samo vprašljivo, ampak negativno. Ampak to obdobje se je končalo z nastopom novega mandata evropskih institucij. In na začetku mandata se problemi pač počistijo. In tega časa se tisti, ki se tega zavedajo v Sloveniji, zelo bojijo. Zato ne biti presenečen, če boste morali po nalogu lastnikov ali pa kakšnih urednikov v naslednjih dneh navijati za to, da so predčasne volitve čim prej, pa magari julija, med počitnicami. Samo zato, da je to prej pospravljeno, preden se začne novo obdobje, ker bo slika v zrcalu zelo jasna. Hvala lepa.